6 let se Insignii prav nič ne pozna. Sicer je bila deležna že ene osvežitve, ampak tiste malenkosti na lučeh in maski ničkaj ne spremenijo dejstva, da avtomobil dobro izgleda. Ampak vse to smo že povedali v prejšnjih prispevkih. Tale je posebno zaradi motorja in cene. Cena, ja, 42 jurjev stane tale Opel in marsikdo bo rekel, to je pa absolutno preveč. Res je veliko, ampak ker predstavlja vrh ponudbe, niti ni preveč. Motor je recimo najmočnejši dizelski, ki ga imajo in bi bil še prej na voljo, če ne bi bilo težav s sabom, ker so ga razvijali skupaj. Iz 2 litrov in s pomočjo 2 turbin zdaj stisne kar 143 kW, 195 konjev. In to ni malo, sploh ker ima kar 400 Nm navora. V praksi to pomeni, da lahko vozite zelo lenobno, ker bi motor vedno konkretno potegnil, lahko ste pa tudi precej hitri. Za avtoceste je tole super, ker je tudi vožnja prijetno tiha, ni pa posebej varčna, med 8 in 9 litrov je poraba. Menjalnik je klasičen samodejni s 6 prestavami, ampak so ga v drugi generaciji kar lepo izboljšali, da so časi prestavljen kratki, predvsem pa učinkovitost večja. Takole po nekaj dneh vožnje se mi zdi eden boljših in še na volanu lahko prestavljate, če to kdaj rabite. Tudi oprema Kozmo je sama po sebi že zelo bogata, usnjeni sedeži lahko grejo in hladijo, ja, zdaj je jasno, od kod tako visoka cena. Samo še 4-kolesni pogon mu manjka, da bi bil kompleten. Če upoštevate, da bi Opel Seiko dobili samo za 3 jurje več, ja, tista zveni manj traktorsko in 3 sekunde manj rabi do 100, ampak nima pa napisa biturbo zadaj.